The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj na še enem Approve Cycling podcastu. Danes je za mano Miha iz Sinterja, tako da Miha, dobrodošel, sva že mi, da že kar debatirava. Povej, kakšen si imel dan danes, kaj si včeraj počel, si že povedal, meni je bilo zanimivo. Ja, danes je bil kar en tak naporen dan, zato ker smo včeraj cel dan dirkali na Grobniku. Sicer še fino je to, ker je bil dež. Jaz sem imel pa na avtu 8 let stare semisli gume, tako da nekaj oprijema blazenega ni bilo in je bilo kar procesor laufal, no, tako na 120%, kar človeka po celem dnevu kar zmozga. Tako da danes pa cel dan akcija, evo, zdaj pa klele. Čakaj, 8 let stare gume? Ja, v bistvu sem mislil, da bom to še ponucal na enem track daju, ne? Ker načeloma gume, tudi če so stare po suhem, je to približno v redu, ne? Ampak sem se malo skalkuliral, ker nisem računal to, da bo dežval. Okay. Čakaj, to s tem avtom, ki imaš tukaj, imaš prav... Ne, imam prav enega starega, zdaj v bistvu zgodba je taka, jaz sem že skozi petrolhead in imam full rad avtomobile. In jaz, ko sem bil mulček, sem gledal te frajerje, ki so se vozili okoli z BMW-ji, temi E36, to je od letnika 92 pa do 97, se mi zdi. In sem si to lani polet kupil, ker sem skozi hotel imeti. In se to prav spoileri gor in vse in je za track day narejen. Tako mačkan za drift, mačkan za naprogo, malo se okoli zapeleš. Čak, pa imaš prav prikolco, pa greš tja, pa ali se že s tem avtom registriran? Sem tako naredil, da je registriran, oziroma smo ga toliko predelali, da je še road legal. Okay. Je pa tudi ena zanimivost, to je edini avto, na katerem imam jaz kljuko in lahko bicikle pelem, tako da zelo smešen zgleda. Čak, kako pa to, da ima kljuko gor? Jaz na nobenem drugem avtu pač ne morem dati kljuke, ker so tako narejeni, na tega pa je serijsko tudi bila, tako da se jo da zmontirati in zelo smešen zgleda. No. Okay. Bom pokazal sliko pol. Pa bova dala še pol, lahko zmontiram noter. Ok, Sinter, delujete v bistvu zdaj že koliko? Nekaj čez 50 let? 55, ja. Od leta 69. Začel se je pa to z zavorami za motorje? V bistvu je taka ena ful zanimiva zgodba. Moj oče je šel na Švedsko, v Göteborg. Tam je delal na nekem Volvo servisu, pol je pa ta lastnik tega servisa šel v penzijo in on ta servis vzel v najem, tako da je pač temu lastniku plačal najemnino prostora plus najemnino za stroje. Pa so pa leta 69 Švedi obrnili prometni režim, oni so vozili tako kot Angleži do 69, se pravi po desni, ne? A veš, zakaj vozijo Angleži po desni in po levi? Nijem pojma. Včasih so bili te vitezi, ne? In on je imel ščit, je imel v levi roki, kopje je imel v desni, ne? Šilo, ko se temu reče. Ne? In te viteški dvoboji, veš, ko gledaš Robin Hood, ki je tako pač ugraja, pa se pa ona dva jahata, ne? In pa ga dol zbije. Ne? In valjda, če je nekdo prišel, veš, si meč ti z desno potegnil, ne? In so vsi jahali po levi, ne? Ja, make sense, ja. Make sense, ne? In pol, ko so prišli avtomobili, so to, mi smo pa rekli, mi pa ne bomo pač bili tako kot Angleži, ker so oni imperialisti, bomo pa kontra, smo šli pa v kontra, ne? V glavnem, Švedska je zamenjala režim. Sam da se še vrnem na to nazaj. Da mi povej, ko si šel v tujino kam, ko si se mogel voziti po levi, ko si se, rečemo, da si bil dlje časa tam, a si se navadil, ti je bolj logična bila ta leva, ali ti je naša, rečemo... Ne, una je boljša. A ne? Meni tudi. Sicer po levi, ampak mi je boljša. Sicer v Angliji je to malo sketchy, a veš, ko je tako okrožen ta prvič ali pa križišče, ko narobno zaviješ, pa vsi neki trobijo, ampak jaz sem se hitro navadil, no. A ti si bil kaj? Ja, čaki, a je na Tajskem? Tudi mislim, da je. Kontra. Greške kolonije, ne? Ja, tako da bil sem in tako, pa Filipini, a veš, bil sem, vem, da sem se z unim mopedom vozil okrog, da mi je bilo kar naenkrat bolj logično, pa tam je tudi bolj logično, tudi če je semafor, pa če nim benga, lahko greš, pa tako. Pač nekaj take. Z avtom si probal, ko hočeš šaltati, pa po tapeti praskaš. Ne, z avtom se nisem manjkal vozil. Veš kaj, ful je boljš, zaradi tega, ker ti z levo držiš volan in z desno šaltaš, ne? In ti pretežno več časa boš z levo volan držal, ne? V unije pa kontra, ga pa z desno držiš, ne? Sicer teži ješ ali pa kaj, ne? A veš, ker nimaš te... če nisi levičar. Na telefonu pa tako, ne? Telefonu je pa... Oni moje z desno, veš, telefonirajo.
Moram enega vprašati. Ok, gremo naprej. V glavnem, režim se je spremenil in oni so izgubili uporabno dovoljenje za delavnico, ker se ni dal več zaviti noter. In sta takrat je dobil neko tako lušno odškodnino in rekel, ok, zdaj pa jaz ne bi nazaj v jugo prišel. Tam je tako, veš, pol leta noč, ful je mraz. In je rekel, prišel jaz nazaj, prišel v Ljubljano. Klele se mu je pridružil tudi brat njegov in sta začela v eni garažci na Tržaški. Imeli bilo pa, opremo so prinesli, kakor so meni razlagali sem. In ta oprema je vsebovala neko majhno pečko, kjer so lahko obnovili zavorne obloge za te stare Volvote in na Švedskem so to imeli za tiste vozila, ki se res ni dobili, ne, da si pol te obloge nalimal v peči. In tukaj so zelo hitro ugotovili, da je to nekako ena stvar, kjer se vidijo in so začeli delati bremze. In pol je šlo to prva zavorna plošča narejena v Jugoslaviji leta 1974, smo jo mi naredili, oziroma ne mi, takrat mene še ni bilo, tako da so jo naredili v Sinterju in tudi preselili so se v večje prostore 81, pol je to bil nekako skoraj, da reči, market leader v Jugoslaviji, tudi the place to go. Pol se pa v Jugi zgodila ena zanimiva stvar. Zgodila se je pač ta vojna, razpad Jugoslavije, zelo veliko je šlo v Sarajevo je bil skladišče, v Srbiji skladišče, mislim, da so imeli celo na Kosovem skladišče in to je vse pač šlo čez noč in trga je čez noč zmanjkalo. In kaj pa zdaj? Ne? Slovenija je bila zelo problematična, ker nihče ni maral slovenskih produktov, vsi so bili na žrti, veš, včasih je šel zobna pasta pač ena, ne? A veš, majoneza ena, ne? Ni bilo tako, kot zdaj, ko imaš 20 metrov polico, pa kar še zbereš. Ne? In ljudje niso marali slovenskih produktov takrat. Takrat je bil najbolj pač, da imaš slaba stvar, je bil slovenski ali pa jugoslovanski produkt. Ne? Rečemo te razni topri, pekoti, veš, to je bilo tako, pač bed, ne? Vsi so hoteli nekaj tujega. Takrat so se pač naši fotri, da moramo reči, da zelo dobro znajdali in so začeli delati za motošport. In sicer mi smo začeli delati za karting motošport, se pravi za gokarde. To je nekaj, ko vsak dirkač nekako začne, ne? Se pravi Verstappen, Senna, Schumacher, to so vsi začeli z gokardom. In to je en tak trg, ki ga tudi danes še dominiramo, nekje temu reči 80% globalno pokrivamo aftermarket, prvo gradno, ekipe dirkalne in tako naprej. S tem, da to je trg zelo majhen, zelo hitro smo ga zasičali in pa smo rekli, ok, mi rabimo nekaj še zraven, ne? Ker zdaj pač ne moramo rasti, če imaš ti 80%, veš, 90 ne boš imel, ne? Ker če boš enega dubu, boš drugega zgubil, ne moreš, več kot 80 ne moreš handlati. In potem smo rekli, ok, dajmo mi skuterje začeti, ne? In pa smo šli ful agresivno v skuterje. Zgodilo se je pa, da skuterji so ratali obsolitne. Veš, koliko poleti v Ljubljani skuterjev vidiš, če ti, ki hrano dostavljajo, odšteješ. Veš, pa zdaj pa računi 20 let nazaj, ne? 20 let nazaj, pa vsak mulček imel skuter ali pa moped, ne? Zdaj so se vsi, potem so vsi te short community so šli na bajke, pa ne bajke, ne? In bajki so šli na diske in pa smo mi rekli, ok, kaj pa če bi mi nekaj kle naredili zgodbo, evo, in the rest is history. Začeli ste pa z kolesarskimi produkti, ste kdaj začeli? Prvič, ko smo se začeli spogledovati s tem, smo delali iz revijo Sokol, velik test kolesarskih zavor. In jaz se še spomnim, ko je bilo tako ful redko na kolesu diski, s tem, da hidravlični sploh ne, mislim, da je bilo to 2.5 ali pa 2.6. Nekaj tazga. In takrat smo mi naredili ene par, kar iz nekih obstoječih, neko industrijsko maso za žerjave, pa nekaj za gokarde. Smo naredili tako neke random vzorce, pa sem pa še kupil vzorce, te, ki se jih je na trgu dal dobiti. To so bili, mislim, da Galfer, pa nek Shimano. Pa smo pa šli s kombijem na Rakitno, pa smo se vozili z unim kolesom dol, pa je 3 zajla počela. Pa tako je bilo prav romantično, je bilo fajn. Kako pa poteka prvi prototip z pakne? Veš kaj, mi smo takrat se malo igrali. Pa smo ugotovili, da ta naša 300-tonska preša je mogoče malo premočna za to vse skupaj. Mi smo navajeni, te zavore so tako, pač, ne vem, od take do take, gokart so take, ne, bajke pa čist majhna, ne. In naša tehnologija nekako ni omogočala, da bi to sploh delali, ampak mi smo tukaj videli nek potencial, ne. In smo skozi malo to spremljali, gledali, malo probavali, eni fantje so še k nam hodili, pa so prinesli znucane, pa smo pol gor nekaj nalimali, pa to smo nekaj probavali, ampak nikoli nismo to pač ko ful zares jemali, tako bolj je bilo to iz ferbca, ne.
ker pa nas imamo tudi eno tako division, kjer obnovo delamo, pa obnovimo pač vse, kar ima zavore gor. Ne? Načeloma vse, kar se premika, se ustavlja, ne? In vse ima noter neko varnostni element, šipa v avto, pritisneš, pa če jo ustaviš, ne, se bo ustavila. Je noter neka sklopkica na fedru, ki zadrsi, pa ko se obrne, šalter obrne, pa gre v bistvu malo nazaj dol, pa se pa ustavi. Isto imaš rečemo rampa, rolete, dvigala, pač posod je to nekaj noter in mi smo pa še zmeri, no, skozi vse, kar vidimo, ko ima neko zavoro gor, malo probamo pogledati, kako pa kaj pa zakaj, ne. In kolesarstvo smo pa resno se lotili, jaz bi rekel tam 2016, 2015, to je takrat, ko so mountain biki, high-endi že vsi imeli pač, da moraš neke mehanske zavore, prav te high-endi so pa začeli dobivati hidravlične. To, ko so rešili okrogle ploščice, ja, veš? Ne, mislim, pa so takrat so že, saj mountain biki so že na cesti, jih je bilo že... Ja, takrat se je začelo to pač ful pojavljati, sicer ampak bolj high-endi, ne? Takrat smo pa mi rekli, ok, kaj pa če mi tukaj nekaj naredili eno zgodbo, pa smo malo raziskali trg, pa smo videli, da ni neke blazne konkurence, pa še en aspekt je bil, ne? Folk je bil pač navajen V-breakov in V-breaki res slabo delajo, ne? Če primerjaš z diski, ne? In karkoli, veš, je bil na disk, je bilo ful boljš, kot V-breaki in sploh ni imel noben tega koncepta razmišljanja, da bi rekel, ok, jaz bi pa rabil boljše bremze, ne? Ker to že je boljše, ne? In folk ni rekel, ok, mogoče bi bil drugačen disk, drugačna ta, pa bi to bilo, to je bilo toliko bolj kot V-break, da sploh noben ni razmišljal o tem, da bi lahko bilo kaj boljš, ne? In mi smo rekli, ok, kaj pa če bi mi naredili vse en boljš? Pa smo pa začeli, ne? Prvo smo začeli sodelovati s KD Rajdom, in sicer z Jurcati, in sicer čist neofficial, tako da smo rekli, ok, a bi mi vam naredili par brems, pa vidva probita, ki so ta šla furat na gor, na Rašico, kako to zgleda, ne? Pa tako, ok, ne? In pol je to malo počas bilo in smo dejansko videli, da je konkurenca ful slaba, ne? Smo rekli, ok, kaj pa če se mi bolj tega malo mogoče zares lotili, ne? Pa smo pa začeli z KD Rajdom ful sodelovati, z mountain biki, kupili smo mašino, oziroma hoteli smo kupiti, smo pol na koncu sami naredili tudi ena taka hecna zgodba za testirati. To lahko tudi en video pol pošljem, pa si pogledaš, kako ali pa kar priješ do nas, pa boš videl, kako je uživo. Si rekel, da ste bliskle? Ja, čist blizu, na Viču. Ja, ok. So grem peš skoraj. V bistvu, ja, ne bi se prav nekaj orang zmatral. Mislim, kakšen kilometer pa pol. Daj mi sam mal bi se še vrnil nazaj. Se pravi, v kolikih industrijah pa ste pol vse? Mi zdaj trenutno smo v karting industriji, to je pač ta motoršport, ne? To nam je še ne 60%, mi smo majhni drugačne, nismo velika firma. Potem industrija, kot so, naprimer, da imaš te žerjavi, hidroelektrarne, zavore za zapornice, dvigala, papirna industrija, navijalci, odvijalci, previjalci, traktorski kardani, varnostni elementi za vitle, gozdarske prikolice, pol imamo tudi nekaj delamo za industrijo za preše, veš tam karoserije štancajo za avte, se mora v mrtvi točki gor ustaviti, ker če dol prebije pa orodje v nič za levo planko od, ne vem, E-klase Mercedesa, ki stane 2 milijona, niso prav Nemci veseli, ne. Tako da mora to kar biti ena zanesljiva zadeva. Tako da pač ful je zanimiv, ne, ker nimamo nekega segmenta, da bi rekel, a veš, da smo ful osredotočeni, ne. Ampak zdaj dajmo reči, da je bike kar dober fokus ratov. Lani smo z bike naredili 15% kompletnega prometa. Okay. Se pravi, kako ste pa začeli se, rečemo, gremo malo korak naprej, kako ste se začeli pa širiti z distribucijo, kar rečemo karting, pa kolesarstvo nimajo glih isti dealerji najbrž česa. Ful je, čist drugo je, ampak je ful podoben. Okay. Tako kot da bi rekel gorsko kolesarstvo pa cestno kolesarstvo, ne? A veš, oba ima 2 kolesa, oba ima neko grupo prestave, oba ima bremze spredi zadnji, ne? Ful je podoben princip, ni isto, ampak je isti princip delovanja, ne? Tako je
Karting je blazno podoben kolesarstvu kot trg, še bolj je pa podobno kolesarstvu mopedi. Ker mopedi so šli skozi evolucijske faze, popolnoma iste, kot gre kolesarstvo. Ne? Se pravi, iste stvari se dogajajo v industriji. Ne, mogoče sem bolj mislil, kako ste, rečemo, da ste dubali 15% delež, pa ste mogli za 15% našega revenue, ne? Ja, no, sej, pač milih, ne? Sorry, sem se narobe izrazil, ampak kako ste začeli v bistvu z iskanjem distribucije dealerjev, ker to predvidevam, to ni samo v Sloveniji? Imam jaz eno zgodbo zate. Povej. Mi smo spoznali smo se z KD Ride, oziroma poznali smo se še pred, začeli smo sodelovati s KD Rideom. KD Ride je imel ekipo, ki je bila kao breeding ground za riderje, ki bo šli potem v pro ekipo. Na njih smo pač mi ful veliko testirali in mi smo tudi potem naredili si nek brief stand, proben stol, ki simulira kolesarja, pa smo rekli, ok, dajmo mi narediti najboljšo zavoro na svetu. Pa smo testirali vso konkurenco in smo gotovili, da je kar precej slaba, ne? Kar je ful dober, ne? Ampak kako je? Zdaj zgodba kolesarskih zavor, tako da malo tudi v bistvu dobijo poslušalci in gledalci feeling, kaj se dogaja. Ne? Ti imaš na Tajvanu 3 proizvajalce, eden od teh je owned by Shimano, to se pravi delajo samo Shimano, potem imaš pa še 2. Ne? In vsak od teh 2 proizvajalcev ima, dajmo reči, 6 različnih materialov, ki pa niso dedicated bike materiali, ne? To so pač fricijski materiali, da moramo reči od 1 do 6, pa imaš pa 20 Kitajcev, ki delajo svašta in to je to. Ne? In to se na trgu segmentira, kokar tukaj Tajvan je high-end plus OEM, to se pravi original, kaj dobiš na biciklu, ko ga kupaš, tisti kitajski je pa ono, ko kupaš za, da moramo reči, okoli 11 evrov v retailu v bike shopu, ne? Ali pa na AliExpressu za €90 set. Ne? In to je to. To je to, kar je bilo na svetu. Ne? Smo rekli, ok, dajmo mi to vse testirati na brištantu, pa videti, kje smo, pa dajmo mi tako narediti, da bo boljš. Pol smo mi zelo veliko poslušali riderje, se pravi in profesionalne in amaterske, dali smo jim pač nič koliko vzorcev in smo prišli do teh 3 materialov, ki jih največ danes delamo. Se pravi, nekaj, ki je mačkam boljš kot OEM, nekaj, ki je pač race, pa nekaj, ki je endurance, ki se uporablja, oziroma mi rečemo bolj performance, ne, ki se uporablja za e-bike, pa tam, kjer rabaš ti dolgo življenjsko dobo. Ne. Zdaj, kako se je to začelo? Ne? Jaz sem pogledal na Googlu največje distributerje bajka in sem najdel enega v Nemčiji, ne bom zdaj poimensko, ne. Sem se usedel v avto, sem se zmenil za sestanek, sem šel dol, sem se usedel, dober dan, mi imamo pa najboljše zavore na svetu. Prav, ja, super, ne. Koliko je pa ta cena? Pa sem tako malo, ok, dajmo malo potipati, kaj bi pa ti imel, ne? Pa rekel, ja, mi zdaj plačujemo €60, ne, za set, vsaj 30% mora biti cenej, da se nam to splača, ne? Pa na Tajvan morate pelati. Tako čak, zakva na Tajvan? Jaz tukaj mi na Tajvanu kar konsignmente oziroma consignmente na Tajvanu delamo in pošljemo direkt v distribucije pa v šope. In nam je to logistično ful zoporen, da imamo mi to kle v Nemčiji, ker gre vse iz Tajvana. Takrat je bilo pa blazno moderno vse, da je delati na Kitajsko pa na Tajvan in tega znanja kolesarskega od takrat, ko se je to začelo do danes v Evropi praktično ni. Ne? Vsi gešteli, vse karboni, vse se dela na Tajvanu. Ne? Oni so res strokovnjaki in Tajvanci so res dobri. Ne? In pol sem rekel, ok, v redu, imamo neko ciljno ceno, dajmo mi zdaj videti, če se da za to narediti. Kje? Surovine so bile 40% dražji, kot je un hotel za ceno. Ne? In pol smo rekli, ok, nekaj moramo pač narediti. Se pravi, replacement pa to ne bo šlo, ne? To pač tukaj ne pije vode. Mi edino, kar lahko naredimo, je upgrade. Ne? In smo pol malo se še zakopali in smo naredili še boljše materiale in smo začeli v bistvu furati zgodbo, da nismo mi replacement part, ne? Se pravi nadomestni del za bike. Ne? Ampak mi smo upgrade. Ne? In dejansko z našimi zavorami, a si jih fural že ti? Pa zdaj bomo ene sample naštimali. Čak, se do tja še pridemo, ko me zanima par stvari. V glavnem smo začeli delati upgrade. Ne? Se pravi, to naše zavore so najcenejši del na celem kolesu, ki ti bojo v bistvu največji
feeling razlike dale. Ne. To se pravi največji upgrade za najmanj denarja. Ne. Zdaj pa ful je težko nekoga prepričati, ne, da je to boljš, kot kar ti je nek Shimano, ki je milijardna korporacija priporočala, ampak dejansko to deluje. In naš največji problem je človeka, ali lahko daš gor, pa se greš pelat. Ne. In pol, kad to enkrat nekdo naredi, pol je kupljen, pol noče več drugega. Okay. Kako ste pa v bistvu same zavore, pa pakne za noter, recimo za čeljusti, ne? To se menja, ne vem, vsakih par let pride neki novega ven. A vi dobite tudi že prej kakšne sample, da ste lahko tudi med prvimi na trgu, ki hoče kdo imeti? Kukar jaz sem zdaj, a veš, da imaš ti ta prave pakne, ne, jih je po moje sploh ne vem koliko več. Že sam Shimano jih ima XY na različnih, pol so kle še SRAM. Koliko je? Zdaj mislim, da jih je okoli 30 vse skozi. Ne vem čisto točno, no, ker jaz nisem... To govoriš sam za MTB ali tudi za cesto? Vse skupaj. Vse skupaj je sam 30. Veš kaj, tudi bike ima neko življenjsko dobo 10 let, ne? Okay. In rečemo, pa imaš te vintage entuziaste, ne, ki imajo te stare bajke, ampak načeloma več kot 10 let, a veš, ti kupaš bike nov, pa ga imaš koliko časa je poprečen ownership period. V mojem ne bo govorila, zdaj le manj kolo 3 tedne, pa je že prodan, tako da... Načeloma folk bajke na 2-3 leta menja, ne, tukaj v Evropi, mi smo tudi nekaj raziskovali, pa zdaj, a veš, v Sloveniji je to, ki je malo manjša kupna moč, je malo del, ne, ampak načeloma v 10 letih bajka ni več, ne. Starejši bajk 10 let boš videl, ampak jih ni več veliko in tudi to isto z zavorami. Ne. Saj se vsake kvarte najde kakšen, ki imel neke stare, ne. Imamo pa mi heritage line tudi, tako da imamo tudi vse te stare, če kdo hoče, te entuzijasti, veš, kaj zdaj dirkajo s starimi. Sicer v roadu še ni, kad so še V-brake, ampak mountain bike se pa že pojavljajo. Te ljudje, sploh v Francija, Nizozemska je modern, vnes to osko balanco, veš, ko sem imel včasih poln feder čuden, ker neš, da te ne streli čez, ko se greš pelat, ker je taka geometrija smešna. Ampak to ful furajo zdaj spet, no, to je zdaj. Aha. Se pravi, so ljudje željni samomorov in pač to furajo. To pa ful je modern zdaj Second Life, ne. To je pa zdaj ratal totalen hit. So pa take hipsterske delavnice se pojavljajo, ki iz starih bajkov delajo nove. Se pravi, oni v bistvu, dajmo reči, kar restaurirajo. Nekdo, ki bi neki stran vrgel, ne, oni pol to malo razrežejo, pa malo geometrijo spremenijo, pa pol iz unih smeti naredijo pol neke bajke in tako izgleda ful dobro, no, taka hipsterska, veš, kaj te neki fiksi pa to, in to je zdaj čisto in, no. Kaj je to spet, Francija, Italija? Sem to veliko tega v Italiji videl, v Nemčiji so čisto nori, sploh tam gora, veš, Berlin, Hamburg, ki je bolj alter folk, to se tam tako res ful fura. Okay. Ampak so bajke so hudi, a veš, tako, ki vidiš bi imel, ne? Ni to, tako si rekel, a veš, ki so imeli te, ki je bilo modern, te neki custom s temi fat tiresi, pa pol na balanca tako gora, pa to, ki se je, a veš, ki je bilo včasih modern, ne? Mislim, ja, sej... Ampak to ni, to pa si misliš, okay, sej je lepo vse, sem zakva bi to rabo, ne? Te pa dejansko so uporabni in tako, ki vidiš bi imel, je cool, ne? Tukaj, da se je najdu spet nek community, ki to furajo in ja, mislim, sej, lej, super, važno, da imajo vesele. Čakaj, kje smo mi da zaostala za... Sej kar skačeva. Za naprej me v bistvu še zanima, se pravi, tok pa tok je paken. Orodja. Veš kaj, mi imamo ta, v bistvu, da reči neko konkurenčno prednost, da smo dosti majhni in imamo orodjarno in-house. Se pravi, imamo razvoj frikcijskih materialov, to je ta prah, ki je ta zadeva, ki bremza, ne? Plus imamo razvoj orodij v hiši. Ne? Se pravi, nas je... Če zdaj, dajmo reči, da nam en market leader pride k nam, pa da je nam to blazno v interesu, pa pride z nekim načrtom, mi v 3 tednih imamo na mizi vzorce. Ne? Okay, pa to hitro. Ja, s tem, da pa če nimaš, rečemo, nekega odnosa s tem proizvajalcem, da bi lahko imel tak leverage, da bi dobil načrte, ne? Pa kupaš na trgu par, pa pač narediš, ne? Samo zdaj kaj je problem. Veš, teh toleranc ti ne moreš zmeriti, ne? Veš, toleranco nekdo določi, ne? In ti ne moreš vedeti teh radiusov pa to, kakšne tolerance so. Ne? Ti lahko predpostavljaš, a veš. Okay. Tako da v zmeri pač kupaš kleščo, kupaš ploščice, pa to testiraš. Ker zdaj kaj je fora? Klešča je aluminijasta, ploščice so jeklene, ne? Ja. Zdaj pa, a veš, aluminij čist drugače temperaturo ekspandira kot ploščica. Zdaj pa, če bo ona prevelika, ne?
Ko se bo segrel, se bo zaštekala noto čeljust. Ja, Če bo premehna, ti bo pa ružlala. Zdaj pa veš, koliko cestakari imajo radi, komu kaj ružla noter. Ne? Niste najbolj navdušeni. Mislim pa to je bolj problem pri samih rotorjih bolj, se mi zdi. Zato, ker jaz zdaj sem testiral spet Shimano gor in... Pa imaš za en Shimano? Ultegro. Unka alumini sandvič. Pa ne vem, ko so zdaj, to najnovejš, to, ko so zdaj, mislim, nima veze toliko, sem imel pa še od kampe, pri kampi rečemo mi čist nič ne rožla, ker zdaj imam sicer imam tesne obroče gor, pa so od srama rotori gor. Okay. Pa mi isto se sliši. Rečemo, pri kampi nisem imel težav. In tudi sama zavorna moč, ne, tako, kampanjolo se ne vem, koliko ste testirali, to me tudi zanima, če ste kaj. Rečemo, kampanjoline zavore so svetlobna leta pred Shimano pa SRAMom, kar se tiče za cestne grupe. Vsaj kukar sem jaz vozil. Ker rečemo to od Shimana, pa zdaj, kaj je od SRAMa rotor gor, pač ne prime toliko dober, kukar sem pa bil navajen, rečemo, na prejšnjemu kolesu, ko je bila kampa. Kaj pa, če bi ti ta bike prinesel do nas, pa ti mi to naredimo en upgrade? Že prodan, si bom pol unga, ki ga bom imel dlje časa. Veš kaj je štos? Štos je v tem, da Shimano je pač market leader, ne? In oni nekako pokrivajo, zdaj vsak bo malo drugače povedal, ampak po naših izkušnjah tam nekje med 70 in 80% vsega, kar se tiče bremz je Shimano. In Shimano je tako, ful je inženirsko je zelo dobro doteran, ampak je pa tudi zelo cenovno optimiziran. Ne? In oni gledajo tako, da bo večina ljudi zadovoljnih. Ne? A veš, isto se pa v avtomobilih dogaja. Vsak, rečemo BMW-jev M avto, ne, je večji, pa ima več kom, pa nerodnejši. Ne? In naprimer, kaj so oni naredili iz enko BMW-jem, to je ta majhen. To je bil edini kompakt z zadnjim pogonom, ki je še bil na svetu. Ne? In oni so šli na spreden pogon. Ne? In zakaj so šli na spreden pogon? Ker to bil edini, ki bi naprimer nekdo tako jaz ga kupil še. Ne? Zdaj pa za punco to, a veš, je vrh, pa imaš pol rocket pocket doma, pa še izgovor. Ne? Ampak zakaj so oni šli na spreden pogon? Zato, ker 90% njihovih kupcev sploh ne ve, kaj je to pogon. A veš, oni pač puristi, ki jih je 5%, je pa nažalost jim vsem. In fora v tem, da tukaj tisti, ki so res, dajmo reči, entuzijasti, takrat, ko potegnemo. Pa to ne samo pri kolesarstvu, to pa v vseh aspektih teh produktov danes. In kampa, je pa, oni so pa razvili svojo čeljust, skupaj z enim... Brembo to mislim, da. A ni bil Brembo? Ne smem nič reči, ampak z enim zelo dobri, ni bil Brembo, z enim zelo dobri in so razvili in je pa to, da ni toliko važen, koliko stane, ampak je važen, da je to pač, a veš, vse to je kampa v končni fazi. Ne? Se oni si ne morejo prvošati, da je nekaj slabega dal od sebe. Ne? SRAM se tudi malo lovijo, a veš, levo, desno, ne? Pa tudi so zdaj pošlihtali, da je to zdaj, a to je ta nove si probal že, SRAMe? Ne. Ful je boljš, no. Oni so imeli v redu, pa vmes jih je malo zanesel, pa zdaj to, kaj pa za nove, pa spet ok. Ne, se tukaj po moje je bolj problem, ker so samo rotori so od SRAMa, drugače Shimano je vse. Drugače sem bil že, se pravi, 2 let nazaj, ko sem vozil od SRAMa grupo gor, mi je boljš prijela bremza, kukar pa ta od Shimana. Pa od Shimana sem vozil ta najnovejš, Dura-Ace, ta top in Ultegro, pa ne morem reči, da je ali Dura-Ace, pa da je Ultegra, da je eno ali drugo boljš. Ok, ja, Shimano, kar se tiče same čeljusti, je good, je dobro narejena. No? Jaz nimam kaj reči, mi smo to secerali, rezali, uničvali, zlorabljali, probavali, pač vse, kar je. In čeljust je dobra, pri Shimano to je disk problem. Okay. Pri Shimano to je pač pumpica, je ok. Mogoče mene osebno malo moti pri Shimanu, ker je ful razlika v feelingu na pedalu, polka so znucane ploščice. Pri SRAMu je ful manj tega. Zdaj imaš pa ti dve vrsti riderjev. Ene imaš, ki motor tudi vozijo, ali pa so kdaj vozili, pa ene, ki ga ne. In naprimer tisti, ki prihajamo iz motorističnega sveta, bomo zmeri preferirali Shimano pred SRAMom. Unka se je pa za biciklom naučil voziti, bo pa zmeri SRAM preferiral. Zdaj, ker Shimano je veliko bolj agresiven, pa veliko bolj, a veš, it's there, ko zabremzaš. Medtem, ko SRAM
ima to neko boljšo modulacijo in moraš bolj pritiskati in je tudi razlika v samem feelingu na ročki. A veš, ta več časa je med tem, ko začne brenzati do tam, ko blokira, s tem, da Shimano pa ful bolj rukne. Ne? Okay. To čisto od preference odvisno. Tako enim je všeč eno, enim drugo, s tem, da Kampa pa itak je pa ful agresivna, ne? Še bolj kot Shimano. Imaš tudi, rečemo, Trickstaff, a smo bili mi zraven pri razvoju, poznaš? To je za gorca. Tudi cesto so naredili. Naredili so Strada. Okay, to pa pol. Mislim, to je tako, pač ful težko dobiš, ker jih ful malo naredijo. Okay. Ful dobro dela. Pa je Sanče Ljust ali je isto, kot pri specialki, pa mora biti komplet grupa že skoraj. Čeljus plus mislim, da je nek kit nisem čisto siguran, ampak Čeljus imamo, si lahko pogledaš, če boš prišel je ful dobro. In so tudi testirali na Brivštantu in na bajku in je tako, ni zastojn toliko draga. No. Okay. Ja, mislim, jaz zdaj tako, če gledam, meni je res Kampa, to je še enkrat dražji grupa, kukar pa če gledamo Shimano, ne, in pol itak, da sem dal pol Shimano gor. Mislim, pač ni toliko boljš, kakor je dražji, no. Jaz bi tako enemu, dajmo reči, ki mu je pomembno, pa je to bi definitivno mogoče Shimano svetovalno. Se mi zdi, da je nekako najboljši, ampak pri Shimano je pa spet druga težava, ne? A veš, je pa psihološka težava. Te ice-tech diski, ki so double aluminij sandwich, ne? Oni so naredili tako, da je pač rosvaj, vmes je pa sandwich iz aluminija, ki se podaljša proti disku na sred za hlajenje. Ne? In tukaj je pač problem, ker se aluminij drugače ekspandira kot rosvaj, ne? In te diske takoj uničaš. Pač tako, res takoj, sploh če daš še kakšne brenze, ki so bolj performance, až pa se greš spusti dol iz rakitne, se boš odpeljal enkrat, pa boš uničil vse. Ne? Okay. Testirali ste vi, se pravi, vaše zavorne obloge v primerjavi z konkurenco. Predvsem me zanima tole, kar se Shimanom tiče, koliko je better performance, to mi je ono. Zdaj jaz vidite, karkoli bom rekel, veš, ne velja, ne, more pač vsak sam provat, ampak mi smo to iz Mezgecom ful testirali med COVID-om. Tako Luka je the best, ker on prihaja iz mountain bajka in on čist drugač ima koncept zaviranja, kakor rečemo nek cesten kolesar, ki je bil v bistvu, da reč, vzgojen v cestnem kolesarstvu. Ne? Okay. In on res zna to ful dobro zlorabiti in ful dobro zna povedati, kaj se dogaja. Tako da z njim je vrhunsko delati, ne? Z njim je top. Mi smo to res veliko testirali in vse možne kombinacije smo testirali. Ne? S tem, da so pol tudi kasneje naše ploščice bile večkrat v teh velikih tekmovanjih, ampak čistko, pač unofficially. Ne? Pač smo probavali, enim ekipam smo dali, ene ekipe so furale, ful so bili vsi zadovoljni, tudi veliko ekip zdaj to kupuje. Ampak kaj štos, ne? Štos je v tem, da dejansko iz krvavca dol, ne, je bilo 30 sekund razlike, ne? Zdaj spet tako, odvisno spet kašen, koliko je pogumen. A veš, en amater bo ful razlike naredil, medtem ko en profesionalc manj, ko bo pač manj bremzal. Dejansko je pa fora v tem, da smo dejansko tudi ene par odličnih rezultatov naredili sploh tam, ko so veliki spusti. S tem, da smo šli pa še korak naprej, smo pa naredili še mašino za utekavati zavore. Kaj to pomeni? To je pa tudi pol en naslednja stopna evolucije in sicer kaj je problem? Ne? Problem je, ker moraš ti zavore vteči. Ti imaš zavoro, pa imaš disk. Ne? Yeah. Zdaj, če ti bi to pogledal ful poblizu, ne, diska veš ni raven, je malo narebran. No? In zavora je ravna. Ne? V čeljusti pač pride, kakor pride, to vse skupaj malo zategne in kaj to novo nalega, to mogoče 5%, pa ti to počasi v bistvu ploščico znucati, da se prilagodi disku. Ne? In takrat, ko je to 100% naležna površina ena na drugi, pol to v bistvu šele lahko začneš uporabljati. Ne? To je ena stvar, druga stvar je pa to, da če ti ploščico, da je 10% samo kontakta, ne? Pa ti to rineš, boš ti ploščico pregnal do melting pointa, to je nekih 450 stopinj, potem smole v ploščici zavrejo, pridejo na vrh in se sformira nek tak fejt, se reče. Zelo trda, zaglazirana površina. Ne? In zdaj dajmo reči, da ti daš gor nove zavore na bajk, pa greš gor na vršič, ne? In pa so valjda mogel, če si gor prišel, mogel to dol prijati, ne? In ti začneš in disk je 160 mm, kar je ful majhen, ne?
Hitrost kolesa je tudi majhna, ampak je vztrajnost ful velika, ki je velik premer, ne, ki je to ful enih col. In kaj rata težava? Ne? Ti začneš bremzati, 5% nalega, če so nove zavore, boš teh 5% zakuril, bo zaglaziral, ročka bo trda ratala, zavorni moment bo bil pač, ne moreš, ful slabši, ne? In slabši, ko bolj boš ti tišal in bolj, ko boš tišal, še bolj boš zakuril, ne? Okay. In pa boš ti to tako temperaturo dosegel, da boš disk uničil. Zdaj, če imaš ti Shimano disk, tako so prej rekla, se bo aluminij na sredi stopil in ti dejansko aluminij na sredini se stopi in se cel disk v bistvu ga vrže. Ne? Okay. Če bo navaden disk, da ni naš plavajoč, pa da rečemo ta poceni Shimano, ne, ga bo toliko segrela, veš, on ima tanka po ploščici laufa, ima, ne vem, 550 stopinj, v sredini ima 20, ne? In to je taka razlika v temperaturi, veš, je šok za material in ga vrže v klobuk. Ne? Ga deformira. To ne moreš verjeti, to naredi plank in si brez brems. In pa se ohladi in je kada ne bilo nič, veš, se nazaj poravna. Lahko pa ne, pač kakor je. Tako da mi smo pa rekli, ok, ful je problem kle, sploh pri cestnem kolesarstvu, ko tebi guma počne. A veš, na dirki tebi poč guma, tebi dajo novo feltno, ne? Valjda na feltni je nov disk, a veš, te pa ne zavira zavora proti plehu, ne? Ampak ti v bistvu zavira third layer. Ne? To pomeni, da zavora se nanese na disk in naredi pač sloj na disku in potem to zavira. A veš, zato tebi zavore po dežju cvilijo, pa nič ne primajo. Ker se ta third layer dol spere in imaš ti direkt inox oziroma rostfrej na zavorno ploščico. Ne? Tukaj se mora formirati ta third layer in to potem zavira. Ne? In kaj se tebi zgodi, zdaj pa si predstavlji, dajmo reči, da se ti peleš, da en povej, en vzpon, tak, ki ima ful spusta potem. Ja, mislim, kle si že omenil Krvavc, da je pa okrog Ljubljane, ne vem, Kurašček mogoče. No, pa dajmo reči, da greš ti na Kurašček, pa da je neka amaterska tekma, ne? Pa da greš ti na Kurašček, pa ti malo 300 metrov pred vrhom guma poč, kar ni tazga, ne, se pa zgodi. Servisen avto, da ti gor nov disk, ne vlaufan, ne nič, ne, bo dol grede, po moje, minuta pa pol razlike. S tem, da boš tam še uničil komplet disk, boš uničil ploščice, bo mogoče celo ole ven stekel, če bo kakšna dihtankca se unela pa tako. Ok, ja, bo rekla reči, kakšen bolj zahteven spust, rečemo kakšen mangard. Ja, ne, veš kaj, hiter to uničeš drugač. To ti v 600 metrov višinca že kar dober ga uničeš. Fakt, to... A veš, to je hiter, ne? Nisem razmišljal. A ti računi, da taka majhna površinca, kakor ti je tole, ne, krat 2, s pritiskom na disk, ki je 150 mm, a veš, koliko ima bike z riderjem, rečemo, ne, zihar, a veš, 80, 90, tam nekje, ne. Veš, to so kar, v bistvu ta tvoja hitrost gre v temperaturo, ne. Ja, mislim, to po moje bi se predvsem poznal na kakšnem spustu, tako kaj rečemo Vršič proti Kranjski gori, ko imaš ful teh ostrih ovinkov in moraš pred vsakim ovinkom orang zabremzati. Ali pa mogoče, ne vem, iz Rakitne dol, ali pa iz Krvavca dol isto, ne? Ja. Iz Rakitne dol, jaz glih 2krat zabremzal. Ja, ti, ki si bolj hiter. Jaz bi pa vlekel, bi že tam na ta 3. ovinku bi počakal. Ne, ampak z Rakitne dol pa res direkt 2krat zabremzaš. Prvi ovink, tam, ko so motoristi, pol je tam, ko je una šikanca v gozdu, pol pa do vasi dol nič, po moje razen še pol, ko greš na to glavno cesto. Mi smo dali enkrat telemetrijo. Sem kom podiral ene parkrat že, pa mi ni jasen, kako je ta pršel. Koliko časa? Mislim, da enih 16 sekund pred mano. Okay. Pa sem ga v smrt tišel, ko imam kom iz Krvavca, pa iz okrog spustov, jih imam kar dost. 16 sekund je ful, ne? Ja, veš kaj, tam je bil problem, ko moraš imeti, če si kakšen avto ujel nadol, zato ker je tak spust, da moraš skozi goniti. Jaz sem imel dol več pulza vsakič, kukar pa gor. In ja, tako da, sam je pa lep. Leto še nisem bil, moram Sej vreme je tudi lani bil bolj tak slab, se mi zdi, čisto vsak popoldne je dežval, jaz kadarkoli sem hotel na bajke budaš. Jaz temu pravim, sam izgovore imamo zelo dobre. Ker drugače jaz takrat,
Jaz se spomnim, največ kilometrov sem naredil takrat, ko so ljudje skozi jamrali, da se nič ne morejo voziti. Jaz sem imel pa pač volo, pa nek trening plan in takrat pač sem se vozil in sem jih skozi naredil okrog 10.000. Tako da sem zadnjih par let pa pridem na 2, kakšen let, 2,5, 3, to je zelo redko. Da mi povej še za... Bedin. Kako? A za bedin mašin. Ne. Tekavanje. Ajde, greva še to, če spomnim, pa še par stvari. Bom na hitro fupojal. V glavnem, fora v temu, da ti, ko zamenjaš zavore, bi mogel narediti nek proces utekavanja. Ja. Zdaj pa ti to lahko napišeš na neka navodila, kakor imamo mi tudi noter v ploščicah, ko kupaš še tak listek, pa noter piše kako ne. Sam ti to na parkirišču ne moreš, ne. Dirkači, tam, ko imajo, veš, ko so kamioni pa to, ne, v UCI-ju, on ne more tam z unimi specialkami se okoli po pedoku voziti pa utekavati zavore, ne. Mi smo pogruntali pač mašino, ki je 2 valarja, programable je, tako da ima v bistvu vsaka kombinacija ima svoj program, zdaj razvijamo še aplikacijo, kjer boš ti samo skeniral, pa ti bo ta program dal in mašina daš ti kolo na valar, tako kot en trenažer skleda in potem ti mašina glede na program, ki ga imaš, to se pravi, ti rečeš, jaz imam take zavore, pa tak fi diska, pa tok batno čeljust, ne? Zdaj naprej bo celo tako, da boš ti poskeniral, pa bo on vedel, a veš, kjer material imaš, pa kjer obliko imaš, pa kjer kleščo imaš, ti boš pa sam za disk povedal, aj nov ali rabljen, pa aj plavajoč ali ni plavajoč, ne? Pa bil pa v bistvu že prednaložen, ker smo mi na Briefštantu tega 7 študentov je 1 leto 8 ur na dan Briefštant obračali samo za te protokole, za kaj je najbolj optimalno utekavanje za, rečemo, specifično čeljust, temu tako reči, ne. In samo, rečemo, Shimano Ultegra so testirali, po mojem, da mesec pa pol. Kaj je najbolj optimalno, kako bo to najbolj utečen, ne. In kaj fora, to je za servise, za ekipe, pa za kakšne, rečemo, ki imajo rento, ne, je fora v tem, da ti imaš v 4 minutah imaš en bajk utečen. Prav, 4 minute in ti lahko greš full power, ne. In kaj ekipe delajo, oni že une feltne, ki imajo gor na avtu, vse utečejo, ker pač on uporablja določen material, on s tem materialom že zvečer v kamionu vse uteče in so že vse feltne ulaufane, to se pravi, če njemu poč guma pred spustom, zamena že utečeno, leti polne granate, nič ne rab ulaufavati, ne. To je zdaj najzadnejši projekt, v bistvu tudi moj passion, ki smo zdaj začeli tržati in se izjemno dobro prodaja in vsi bi imeli in sploh ne moramo jih toliko narediti, kakor bi jih hoteli. Pa veš, vse delamo pri nas v firmačni outsourcing z Kitajske, pa nalepka gor, ne. Čak pa to dajete prav ekipam, Pro Conti, Pro Tour, se pravi bolj za te gre to, se za kakšnega, da bi imel zdaj to vsak amater doma, to glih ni, ne? Jaz mislim, da načeloma, če bi, a veš, pa jaz mislim, da kakšen si vzihar za doma kupil. Ker sploh kakšen amatersko dirka, ful je razlika, ne? A veš. Evo, jaz sem zdaj glih po moje eno stranko, ki bi bil glih za kaj tasga, ki je nabavil že 5 ali 6 setov obročev, ta top, ki so 4 ure dobre, od istega brenda, malo različni in je rekel pa, da imam zamenjavati. Tako da, v redu, tako da ja, kakšen tak, on si mi zdi, da tudi derka in za njega bi bilo vse. A veš kaj, drugače pa, poglej zdaj, naprimer, čista, mi delamo z enim modelom iz Berlina, ki renta bajke. Pa to ni tako kakle, veš, kaj imaš na Vršiču 5 bajkov, ne? On ima poslovni model, ki renta bajke tem, ki hrano dostavljajo. Sprav, ti imaš, dajmo reči, pizzerijo, ne? In ti rečeš, ok, jaz imam pizzerijo, ne bi imel dostave, bom jaz dostavo outsourcal in sem, rečemo, jaz, ki se ukvarjam samo z dostavo. In jaz bom najel voznika plus bajk od tega človeka in bom dostavljal pice za to pa to pizzerijo in pol še nek sistem obstaja, kjer v bistvu oni nekaj licitirajo za te fure in pol nekaj AI računa, kaj je bilo nekaj optimalno, tako full high-tech, ne? In njemu 1 ura izpada mu je 100 € lost revenue, ne?
V pismu. Bajk stoji 1 uro, ne? Ja. Ker kaj je fora, njemu kad crknejo bremze, spravo mora bajk priti na neko bazo, pa mora to tudi nek kombi, pa mora to iti na nek servis, potem mora to spet nazaj v bazo pridati, pa mora on nazaj na riderja, mu da drug bajk, a veš, to je ful logistično, ne? In njega 100 evrov ga stane vsaka ura, ko mu bajk ne laufa, ne? In oni imajo tako najbolj high-end bajke, ki jih je možno na trgu kupiti, ki so tudi zelo velikrat za njih razviti, mislim, da ima 10,000 bajkov v floti, ne? Zato, da je to čim bolj kvalitetno, da ima čim manj downtime, ne? Ker nekaj downtime stane. In zakaj je fora? Fora v tem, da smo mi točno 400% dražji od konkurence, ampak od konkurence mena enkrat na teden ploščice, ker to fanti res letijo s temi e-bike delivery, ne? Z našimi mu drži mesec pa pol. Ne? In on, ki ima tam, ki je to, a veš, manufaktura, on 15 minut prešpara pri servisu bajka, če uteče zavore tam. Ne? Koliko je to, ne? Pa ti računi, da samo to delajo. Ful enega cajta je in za njih je to res dobro. Ne? Pa še življenjsko dobo podaljša. Ne? Če je pravilno utečeno, 30% sigurno daljša življenjska doba. V Sloveniji mislim, da si sploh ne predstavljamo, kako v tujini določene stvari, pa koliko je bolj optimiziran vse, kakor pa rečemo pri nas, tako, zdaj si povedal en primer, ampak takih primerov v večjih mestih pa to v primerjavi z Ljubljano je najbrž malo Kaj, to je toliko veliko, da se njim splača. Tukaj pri nas se pač ne splača, ker ni trga, da bi sploh lahko to prenesel. Ne? Zdaj smo se pogovarjali glih s kolegom, ki je iz Dubaja prišel, ki dol dela. Je rekel, v Dubaju imaš ti servis, ki se subscribaš na njega, ne, za lastnike luksuznih avtomobilov. Ne. In pazi ti to, ti imaš pač nekaj Rolls-Royce, ne, ti na aplikaciji naklikaš, pride model za cisternico, ti mu samo garažo odpreš. On ti ga natanka, spuca, opere, popedena. Se pravi, ti si šel z punco z, ne vem, Aston Martinom na izlet, prideš, greš v službo zjutraj, na aplikaciji narediš, pride spuca, zdetaljirana štima, popedena, natanka in avto tebe čaka. Ne? A bi to šlo pri nas? Ne. Po moje, da ne. Če bi šlo, bi nekdo imel, ne? A veš, ampak tam je fora v tem, da tam imaš tega ne en, to je 50, štekaš pa vsem to laufa na polno. Ne? Ja, sam je že mindset ljudi tam je kar. Mislim, jaz sem bil zdaj, koliko en let nazaj sem bil tam in to, kar vidiš, kaj tam se dogaja, pa pač kar se varnosti tiče, je tam po moje ekstra. Tam po moje noben že ne upa karkoli narediti že zaradi teh, ki jih imaš ti nad glavo. Ne? Ja, in tako da iz kar dostih vidikov je Dubaj zelo privlačen, je pa pol zame, ki mi pa tako, ne vem, meni je bil Singapur, ki sem šel pol naprej v Singapur, rečemo, dosti bolj všeč, bolj zaradi tega, ker je tako, folk se sprehaja, je malo balunga, feelinga, da so ljudje. Tam se mi zdelo, da si kar šel iz bajte direkt v shopping mall, pa direkt v bazar ali karkoli imajo in je bilo to. Ni bilo tega sprehajanja okrog razen v shopping mall, ker Singapur si tako. Greš ven, se sprehodiš kilometer in je, ne vem, je bilo meni bolj všeč. Ampak ja, Dubaj ima svoje čare in za določene ljudi definitivno je... Mislim, meni je blazno všeč, ampak ne bi nikoli tam živel. Ne? Ja. Mislim, če bi bil sam, pa da bi bil sam business oriented, bi mogoče si rekel, nač gremo probati. Odvisen zdaj spet, kjer sektor itd. Ampak iz tega vidika mislim, da je Dubaj za mlade im je lahko pač zanimiv. Zato, ker to bo sam še rastala, pa Saudska Arabija zdaj isto, ne. Kaj, to je tako, meni se zdi zelo podobno Ameriki to. Ampak ne te Ameriki, ki je zdaj, ampak te Ameriki, ki smo mi poznali, veš, ki smo bili mulčki iz filmov. Ne? Ampak mene veš kaj mot pri teh vseh zadevah. Tako, nobene tradicije ni, vse je tako neki fake. In se mi zdi, da ta, v bistvu, ki je vse, ampak ni nič, ne? Pa vse je neka kulisa, ne? In meni to pač ful všeč v Evropi, veš, ker tako res vsaka stvar ima neko svojo zgodbo, pa kamorkoli se obrneš, vse neki staro, pa neka tradicija, pa tudi mi smo čisto drugačni po karakterju, se mi zdi, kakor oni, in meni ni toliko všeč ta njihov style, dajmo reči, ne. Ne, mislim,
zanimivo je videti to, ker vse tako prideš sem, pa misliš, una stavba, ki je ena velika v Ljubljani, si misliš, kako je to zdaj nekaj veliko, pa prideš sem, pa si rečeš, da najmanjša stavba ni tam velika. Tako da, ja, iz tega vidika je zanimivo, ampak ja, tako, ko si omenil kultura, pa to je pa... Nijo, ne, sej, to je, mislim, oni imajo, ni neke tradicije, ni, no, vse kulturni so, veš, ne more, da niso kulturni, ne, ampak ni neke, jaz mislim, da mi nismo mišljeni za kaj, no. Ja, mislim se. Super je bilo obiskati, upam, da ne bom šel neki cajta nazaj, če sem čisto. Ja, jaz grem zelo rad, ampak tudi pol, ko prijem nazaj, vidim, koliko je kle dejansko fajn. No. Hotel sem te prej že vprašati, kako ste prišli, a imate vi kaj tudi prvih ugraden, se pravi OEM ugraden s kakšnim brandom ali pa kaj? A za kolesa? Ja. Za kolesa je tako, Shimano ima, on je kupil fabriko na Tajvanu in vse noter dajo tam. Okay. Ne? Zdaj, kako to gre v motorjih? Ne? To se neko preveč, da je ful podobno. Ne? V motorjih je tako, ti, dajmo reči, da si nek proizvajalec koles, oziroma ti reče, zdaj bom pa začel svoje okvirje delati. Ne? In boš šel na Tajvan in boš pač rekel, ok, sem imel pa to geometrijo, da mi 2000 okvirjev, pač whatever in to je to. Ne? In pa boš rekel, ok, sem dal gor komponente, ne? Pa boš dal neko grupo, boš dal najbrž Shimano, ne? In za to Shimano grupo bojo oni tebe prisilili, da še brenze zraven kupaš. Ne? A veš, sploh za specialko ti ne moreš drugače. Ne? Ne moreš ti reči Shimano, jaz bi pa kupil, ne vem, jaz bom naredil 1000 koles, imel bi vaš menjalnik, pa derailleur, pa vse to, ampak klešče bi imel pa od srama. Kaj bom rekel, le kupil vse ali pa kakorkoli. Isto je, rečemo, zgodba s sramom. Ne? In oni so tako, pač 80-20 jim gre tudi tržni delež. Ne? Zdaj na mountain bike je malo več srama, v cesti je malo več Shimana, ne? In oni ti v bistvu pogojujejo. Ne? Prihaja pa zdaj čas, ko oni ne bojo mogli glih prav čist nekaj več ful pogojevati. Ne? In kaj se zgodi pri motorjih? Dajmo reči, da se nek KTM, to mi tudi delamo eno prvo ugradno, pa Moto Guzzi delamo prvo ugradno, pa neke Piaggiote pa Aprilie. In kako izgleda zdaj to? Ne? KTM reče, ok, mi bomo pa naredili zdaj novega, ne vem, 790 Adventurja, ne? In imamo zdaj opcijo, a bomo dali gor Brembo klešče, kjer prav piše Brembo, to dajo za high-ende, ne? Ali bomo dali gor neke, ne moreš, tajvanske klešče, ki so ful dobre, pa piše gor KTM, ne? Lahko bomo dali tudi Brembo klešče, ki piše gor KTM, ne? Ok, kaj bomo dali pa za eno pumpico? Bomo dali od Brembo ta pumpico, bomo dali tajvansko pumpico, ne? In pol oni nekako skozi te, koliko je ta premium motor, ne? Se nekako odločijo, kaj bojo naredili, ne? Zato veš, da na Kawasakiju, ne? Bo pisal na unih high-endih, bo pisal Tokiko, gor na zavorah, ne? Na low-endih bo pisal Kawasaki, zato ker je to pač tajvanska, pa so dali orodje delati, ne? Kar ni naš bed, ker so Tajvanci, kar se tiče obdelave aluminija, so, jaz bi rekel, da veliko pred Evropo, ne? Zdaj, sicer tudi mi smo dobri, ne? Ampak oni so ful dobri, no, na temu. In tako, pri KTM-u je tako, ok, cool, bomo vzeli tajvansko kleščo, kaj pa zdaj fora, ne? Fora v temu, da ti boš veliko boljši performance dubo, če boš vzel, rečemo, povprečno kleščo, pa dal noter ful dobre zazvorne ploščice, bo boljš delal, kot da vzel ti full high-end kleščo, pa vzel noter neke čip zazvorne ploščice, ne? Tukaj zazvorne ploščice ogromno naredijo, ne? In oni pa so zaradi cost reductiona rečejo tako, ok, mi bomo vzeli to pumpo, to kleščo, pa vzeli bomo 5 različnih materialov, ne? In naprimer, dajmo reči, kaj pa vem, en proizvajalec zavornih klešč, ima za to kleščo interno homologirane nas, pa Ferodo, pa Galfer, pa dajmo reči, kakšen Hentong tajvanski in to je to, ne? In pa oni kupcu to ponudijo in pa se kupec odloči, kaj bo dal noter, ne? Samo je to tako, da bi ti naredil svoj bike, pa bi rekel Shimano, ok, zdaj imel pa SRAM klešče, pa noter bi imel Sinter zavorne ploščice, pa bom vzel še za aftermarket za rezervne dele, tako pakirane, ročko bom imel pa od Shimanota, ne? Až to zdaj ne pije vode, ne? Počakaj 5-6 let, pa bo to se prav to zgodilo, ne? Pa sej, tako v Evropi se mi zdi, da je prodaja teh kataloških koles, da je velika. Jaz, zdaj, ko sem bil v Aziji, sem bil ful presenečen, da premium shopi, to noben sploh
oni so mi rekli, da ne kupijo enega kolesa sestavljenega, samo kvere kupujejo in dajo gor dele. Pa se to Nemci isto, veš? Ja, jaz mislim, da bo ta del prišel zaradi tega, ker zdaj, saj v letošnjem letu se je izkazalo, da so kolesa, ki so posebej sestavljena, da pridejo stranko cenejš, če ga posebej sestav, kakor pa če je serijsko sestavljen že. Pač to govorim jaz o kolesih tako, rečva 7 jurjev pa gor, ne pogovarjam se zdaj nekaj do 1000 in s temi strankami, ki zdaj jaz delam, po večini je bil posebej kolo sestavljen. Naš nemški distributer, ne, on nič ne kupredi, oni vse zlagajo. Až tudi, če so že grupe gor, pa to bo pa balanco ali pa ne vem, pač gonilke, pa nekaj bojo dal custom, tako, ker oni v bistvu v Nemčiji je zdaj ful tako ratal, ne. Ne boš si ga ti, ker Slovenija je ful čuden trg, kar se kolesarstva tiče. Ne? A veš, vsak je neki pameten, pa pol ful folk te forume gleda, pa pol v bistvu ti nekako rečeš, ok, jaz bi pa to, pa te vilce, pa ta zic, pa ta post, pa a veš, tako pač na ta način. Ne? Švaba pa ne bo, pač on si izbral komponent, pa jih gor dal, ne? Ampak bo rekel, jaz sem bike builder, jaz sem distributer, jaz vem, kaj narediti, jaz bom naredil porn bike, ne? In to je hudo, Kamila mater. In jaz sem dal svojega tako narediti in je, a veš, vsak ta bike vid, ne, samo the best, ne. Pa pomisliš, že si dal, ne vem, 400 za pedala, ne, pa tako v bistvu se sam sebi se zdiš butast, ne. Ampak veš, v Nemčiji on zloži, pa ti ga da v vitrino, pa ga ti kupaš, ne. Pri nas je pa bolj tako, da bi v bistvu folk raj kupil, pa bi si sam zložil, ne. Ja, mislim, se pravim, to mislim, da bo prišlo počas, da bomo tudi trgovci začeli sestavljati kolesa, tako kot mi mislimo, da bi dobro izgledali, kad doskrat tudi, ko smo v branži že kar nekaj cajta, ti že veš, kako bi si kolo sestavil, če bi si ga za 5 jurjev sestavil, ali za 4 jurje, ali za 8, ali pa za 20. Pač vsak trgovec že prav ve, to bi gor nametil. In 100% je tudi kar nekaj strank takih, ki bi rekel, ok, jaz pa meni je najlažje, ki pridejo pa rečejo, lej, se pogovarjava, vse je uno, vedno pride skoraj da ne dražji kolo, kdaj pride glih za tega mojega, ta bo v bistvu pod njegovim budžetom, ampak fora je, da če ti pa reče stranka, noč lej, jaz imam 6 jurjev, več kot to ne dam, sestav mi kolo, kakor da bi ga zase za 6 jurjev. To je meni najlažje narediti, ker definitivno bo on najbolj prišel čez, pa še zadovoljen bo na koncu. To je tudi najbolj optimalno, veš, ker zdaj, če spet pogledaš v 3% puristov, ki si sami zlagajo, ne, valjda boš ti bolj vedel, kakor naprimer jaz, če bi, veš, bi isto rekel, da naredi mi nekaj, da bo hudo, toliko imam budžeta in veš, pol itak poslušaš. Ja, itak. Kako pa pridete, prej si omenil že, da ste tudi z ekipami določenimi sodelujete, sicer se ne smegli govoriti, kako pa sploh prideš do teh profi ekip oziroma do kakšnih večjih? Že kako, dosti je majhen svet to, ne? Tudi vsi vsazga poznajo, vsi za vse vejo, tudi ljudje kle blazno se gibajo po teh ekipah, ne? Sploh nekdo, ki je team manager, ne vem, pač v enem timu, ne, a veš, pa bo pol šel stran, bo bil pač na eni podobni vlogi v enem drugem timu, ne. In ko enkrat ljudje pač vidijo nek benefit v nekem produktu, ne, bojo valjda, a veš, ko bo šel v drug tim ali kakorkoli, bo potegnil za sabo, če verjame v to, ne, pač v moj kul. Ampak to je kar tako word of mouth, veš, jaz sem enkrat šel na downhill tekmo, in sem naredil voucherje in sem šel do vseh 40 šotorov, kar jih je bilo. Ne? Da pride, ko mi smo pa tudi en šotorček si umislili, tako prav vem, da smo dali skoraj ta zadnje evre za njega, in smo imeli en pač place na pedoku, pa smo imeli kao nek svetovanje za zavore varianta in sem jaz pol naredil voucherje in sem šel do vseh 50, sem mi zdaj bil 45-50 neki. In sem nekoli s tem voucherčkom pa lahko pridete mehaniki ali pa kakorkoli po free sample, pa ti mi še zmontiramo, pa mogoče ti še na svet damo, pa to, veš, koliko jih je prišlo? Pod 50. A res, ok.
Aha, okay. Niti eden. Ne, Jaz sem te zastopil za vse. kje. Tako. Ne, pa naslednja tekma je bil pa problem, ker je bilo to v Kanadi. In je bil pa problem, ker je bilo ful vroče in ful je bila odprta proga in se je ful brenzal in so imeli vsi probleme z brenzami. In pol smo mi dali neke specialne prototipe enemu riderju, ki mu jih je v bistvu zmanjkalo, pa jih je zato dal gor, ki mu jih je zmanjkalo in bil tako pač ful hitrejši, mislim, sekundo pa pol, nekaj tazga. Ne. In pa so to valjda vsi hoteli imeti. In pol že se začne malo, a veš, to so pa tako, kot tam branjevke na trgu, veš, kako so to v pedoku, ne, in pol tako pride malo okoli, veš, pa počasne pa že vsi poznajo, pa že vsi vejo, ne, pa eni ne smejo, ki imajo sponzorstvo, enim pač ni všeč, ne vem zaradi česa, eni so poženi značili, ampak tako pač, pol, ko prideš v to sceno, se kar ful težko prvega prepričaš, pa kaj te prvi zadovoljen, pa to kar krene, a veš, je. Se pravi, primarno je, da imaš dober produkt. Ja, to ful pomaga, ne. Slabih produktov, ki se dobro prodajajo, ne. Okay, tam je marketing pa zadnji. Ampak v vašem primeru je pač dober produkt je bil ta odskočna deska, da so bolj tudi drugi, rečemo, začeli. Ja, mi smo zdaj v mountain bikeu, smo si že kar ime naredili in imamo tudi že dobro distribucijo narejeno in tudi kupci se nam vračajo in vse z cesto smo pa začeli intenzivno delati, da moramo reči lani, ne. Tako da zdaj smo tudi malo se teh dogodkov udeležujemo, malo sponzoriramo, začeli smo z Gusto tam tudi delati, ne. Malo te tamale tudi sponzoriramo, ki imajo tim tamali, ki so. Kaj od Pogija? Okay. Pa naredimo odprta vrata, pa starši, pa oni pridejo pogledati, kako so bremze narejene, pa veš, ko jih v bistvu mojih sproti vzgajamo, ne. Ker tudi zelo velikrat riderji odločajo, veš, kaj bi furali, ne. Veš, ti priješ kot nek pro-rider v neko ekipo, pa rečeš, jaz imam pa sponzorja za te čevlje in jaz to pač moram in če to res dobro reš, bo tudi mogoče drugi, ne. Ok, mislim, da mi greva še tole mogoče za poslušalce, da bojo vedeli, kje vas lahko dobijo. Se pravi, vem, da imajo, se pravi, na v Bikehaniku. Bikehanik je ful ena zanimiva zgodba, ker Bikehanik, Caderide, pa Sinter, pa Unior smo kar precej povezani. Tako pač zelo veliko projektov skupaj delamo, zelo smo cool in tudi nekako smo ugotovili, da če med sabo sodelujemo, ne, smo ful močnejši, pa nismo en drugemu konkurenca, tako da mi smo to bolj tale miselnost nekaj projekt slovenska, ne. Drugače pa naš distributer za Slovenijo je Proloco, se pravi v SKM-u bi ne imeli, ne. Zdaj pač trgovina se sama odloči, bo imela ali ne, sam mislim, da je 25 imajo oni šopov, pa mislim, da v 22, oziroma v 12 je Sinter noter. Mislim, ja, mogoče, sam, da prodajajo skote po Sloveniji z jih več kot 25 šopov. In zato so prav njihovi SKM officiali, ne, pa unika pa samo od njih kupujo pa itak vsi, ne. Tako da načeloma vsi imajo to na voljo. Tako da v bistvu zelo velik placei, drugače pa lahko pri nas na webshopu naročijo, lahko pri nas v trgovini vzamejo fizično, lahko pa tudi nam prek sociala nas probajo pokontaktirati, pa imamo tudi varianto. Na Viču, ja. Okay. Pa imamo tudi varianto, da če kdo v bistvu, da je reči zelo simpatičen, lahko tudi bike pripelje, pa mu pol mi to še zmontiramo, pa utečemo, pa naštimamo. Pa, se pravi, punce z globokim izrezom so dobrodošle. Imamo reči kakšnega ful težkega modela, ki nam da pol kakšen pozitiven feedback, a veš. Ne bremzajo toliko. Velik. Ker se ne upajo toliko spuščati, saj nekatere, ne. In pol bolj bremzajo. Ja, mislim, bremzajo veliko, ampak pri manjši hitrosti, ne. To je. Čeprav punce tudi kar letijo, veš, zadnji sem videl, ko sem se peljal, so tudi kar agresivne. Ja. Mislim, jaz s temi, ki sem se jaz vozil, bom rekel, da je šlo malo počasnejše, ampak pa verjamem, da so določene, ki oranko bladajo, z njimi še nisem glih veliko vozil, ker jaz nisem na tem nivoju, da bi se one hotele sano voziti. Da mi še povej, kako ste pa, se pravi, ste pol prek juniorja, ste pol tudi prišli na ameriški trg, ko oni vem, da delajo neki zdaj tudi. Veš, kako mi en drugemu pomagamo, ne? Okay. Ker kaj je fora, ne? Kaj ima ta Unior pa Sinter skupnega, ne?
Vsi v bistvu targetiramo serviserje. Ker kaj fora, da si ti predstavlji, da daš ti delati bike fitting nekam, ne? Ali pa da da en tep delati v končni fazi bike fitting. Ne? In če bo rekel, da si predstavlji, kaj pa ta Sinter, si pa treba, to je brez veze, to nima smisla. Ne? Pa neko, ok, to je brez veze, nima smisla. Ne? Če boš pa ti kot nek fitter, ne? Ali pa ne moreš profesionalni mehanik, ne? Rekel unmu, tukaj vidim, da imaš vse zakurjen, kaj pa če bi Sinter dala, to res dobro dela. Ne? A veš, boš ti takoj, ok, dajva. Tako da naš target so predvsem serviserji, pa specialisti, ne to končni kupci. Ker tukaj v Sloveniji veliko ljudi samo šraufa bajke, medtem ko v tujini tudi guma, veš, kam poč on pele na servis. Ampak to ne moš verjeti, da je možno, ampak dejansko ljudje, kam poč guma, pele bajk na servis. Ne bo sam menil. Mislim, veliko je takih. Jaz imam tudi kar nekaj strank takih, tako da jaz vem, je pa to zelo pogojeno s tem, mogoče tudi, koliko je tvoj čas tep vreden in je dostikrat te, ki si lahko malo več prvošijo, se ne bojo sploh hecali s tem, rajš reče, dej, odpel ali pa pritiskati po serviserji, pa da rajš v njih še za dostavo oziroma za prevzem neki denarja, kukor da bo on se tam sam s tem. Kar je po eni strani čisto logično, te ljudje nimajo glih 20 na uro ali pa 7 na uro. Da bo on baj gor pa dol vozil. Tako da tukaj je mogoče ta razlika tudi. Pač kaj, tudi ljudje nimajo tega feelinga, ker nam je kar samo umevno, da vsak malo nekaj zna šaufati. Šlo si neke mopede šaufali, ki so li mulci pa tako, ampak a veš, ta folka ima te neke poklice bolj tako IT-ovske, pa to nimajo te, a veš, full motorike, da to delajo, pa bike fura pa valjda prpela, sej. Mislim, jaz če sam pri sebi pogledam, če mi ne bi kolega rekel, da si jaz lahko dam sam RAM v računalnik noter, bi tudi njemu rekel, da je pridi mi to, pa v bistvu vidiš, da sam... Klik, to je to. A veš? Da ga še prepozna, ne? Mislim, ok, pustimo, pol naprej druga zgodba, ampak se veš, take čist basic stvari, že PC-je, načeloma si pogledaš na YouTube video, pa bi si ga skoraj da ne sam mogel znati sestaviti. A po drugi strani pa če kakšen karbonski obroč uničeš, ne? Ok, to so druge stvari, ampak tako. Da peleš nekam enemu kavekva dela, ne? Kako imate pa pokrite trge oziroma a se na kjer trg bolj probate osredotočiti ali gre načeloma kar organsko? Mi smo nekako organsko zrastali, zaradi tega, ker v Sloveniji smo zelo hitro naredili zelo veliko, ampak Slovenija je zelo majhna, pa še kle smo lokalci in če si veš, lokalci je tako kot ekipa v fuzbalu, ki doma igra, ima ful prednost pred unim, ki gostuje, ki manj ljudi govori. Nam je bilo to ful interesantno. Pač, mi smo to prve trge, ki smo odprli za bike, pač kot nikoli si ne bi mislil. Tajvan, Argentina, Venezuela, Severna Afrika, Kazahstan, Iran, pa bom del dobro. In taki, v bistvu oni so ful bolj drzni, večmo te veliki playeri so bolj konzervativni. In on bo neki, kar res je preverjen, ne bo z nekimi novimi brendi, neki tvegal, ki ne veš čisto dobro, kva je. In mi še zdaj nimamo, rečemo, enega ful dobrega distributerja v Nemčiji. Ali pa rečemo, da imamo Ameriko tako, kot bi si želeli pokrito. Vse delamo, pa se trudimo. Ampak smo deleč, rečemo, mi imamo ful dobrega distributerja, od razvitih trgov imamo edin v Angliji. A to tudi najbrž prek, a ni imel KDR tisto ene par telih, oziroma Unior ekipa je imela dva Angleža, ki sta furala? Sej Unior ekipa ima tudi zdaj. V bistvu Unior ekipa je full international. In tukaj je pač dobro, ker res lahko pač en trg zadaneš, ampak po drugi strani je pa tako, veš, pač ti rabaš enega, ki te bo dobro reprezental, distributerje pa ful težko najdeti, ker oni, ki so dobri, imajo 10 ljudi, ki mu trka na vrata in da se bo tebe odločil, mora imeti en res dober razlog, oziroma ljudje morajo hoteti to kupiti. Tako da, zdaj nekako delamo dobro, veš, in Francijo, in Italijo, in Nemčijo, ampak tukaj je ful še room for improvement. Miha, če imaš še kaj tazga, ki bi rad povedal za poslušalce, imaš zdaj še šanso, da poveš? Če bo kdo rabo bremze, smo na voljo, mi da pa tudi morava se, jaz predlagam, da se dobiva pri nas, pa da malo greš čez proizvodno pogledati, pa malo ta bedin mašin pa bremze, pa ko boš imel bike, pa da ti še naštimamo, pa utečemo
Pa da Jaz z veseljem. vidiš, kako... Ta bajk, ki ga imam zdaj, ga imam še 2 do 3 tedne. Pol pa ne vem, pa do konca sezone bom po moje menjavo 3 bajke, 4. Tako da, ja, pri meni je to bolj tako, veš, v ambenga se ne zaljubim, ampak rade vole pa pridem mem. Kaj, ful je bilo dobro, da bi ti šel probat eno referenčno turo, Okay. pa prideš mim, pa ti mi to pošmekamo, pa greš pa še enkrat isto referenčno turo, da vidiš. Meni je to v največjo veselje, pa fashion mi glih to, ker v bistvu človeku zrihtaš, pa pol, ko se gre prvo odpeljati, pa pride nasmejan nazaj. A veš, ko ga tako vidiš, sam zobe vidiš, oddeleš, ko se pele, ko je navdušen. Ne? To je tako najboljši. Pom pa kar s tem bajkom prišel. No, evo. Ker tam je, to je trenuten bajk, ki sem ga želel, si zdala 1 let in sem imel ful zegen, da sem ga spal v dubu, ker so bili razprodani takoj, ko so vam prišli. In tako da sem imel zegen, sam sem ga pa že prodal. Vse te lepe stvari je težko dobiti, se mi zdi. Nič, hvala, ker si bil gost, upam, da Hvala tebi. ste uživali v poslušanju. Mi da se pa zdaj še naprej zmenila, vi pa pejte si pogledat, nabavite si zavore, da se novte v graben zolili, da se to stavili pred ovinkom in to je to. Hvala. Čau.